Uživaj iz totega studia. To je Toti Live. In kako se veselimo totega live-a tudi danes, zato ker je to toti adventni live in to seveda pomeni, da se zdaj pa praznični december že zelo, zelo dobro začel in to pomeni, da imamo z nami uživo v totem studiu ponovno enega vrhunskega glasbenega gosta, odličnega glasbenika, pevca, kantavtorja, izvrstnega interpretatorja svojih pesmi, ki je na glasbeni sceni, še dobro, da mi je povedal, ker sem sam štel, pa nisem tak daleč preštel, 40 let. Adi Smolar, dober večer. Dober večer tudi vam. Seveda je težko razumeti pa verjeti, da sem že toliko časa na sceni, ker tako mlad zgledam. Zato. Ja. Zdaj sem že v 67. letu. Pa nič hudega, dragi moji, dali bomo vse od sebe, da boste preživeli en lep večer. Smisel življenja v tem, da ustvarjamo lepe spomine in danes bomo naredili en tak nepozaben večer, ki vam bo še dolgo ostal v spominu. Krasno. Sicer pa smo vajeni, Adi, z vaših koncertov, da vsak koncert ima pravzaprav neko zgodbo, niso samo pesmi, te so vedno povezane. Jaz se družim z ljudmi, tako da jaz, ko ljudje pridejo, sem že na odru, se pogovarjam z njimi, presodim, kaj bom pel glede na njihovo starost, glede na njihovo obnašanje, na njihove želje, tudi se oziram in se sproti odločam, kaj bom pel, kakšen bo vrstni red. Tako da skupaj ustvarjamo en tak koncert in mislim, da je to sploh za kantavtorsko glasbo nujno potrebno. Ja. Ustvariti en sproščen stik z ljudmi, pesmi so v življenju, vsak danu in se vsakdo lahko v njih prepozna, tako da mnoge so tako narejene, da se lahko z njimi tudi zapoje in to delam že toliko časa uspešno in iz leta v leto se čudim, kako to, da ljudje še vedno prihajajo, ne zgolj moja generacija, ne zgolj generacija mojih otrok, ampak že generacija, bi dejal, vnukov tudi. Ja. Se pravi, gre za pesmi, ki so preživele različne glasbene okuse, ki vztrajajo že nekaj desetletij in to si štejem v čast in pa veliko veselje. Tako lepo smo začeli in jaz predlagam, da zdaj damo glasbi besedo. Katera bo prva, ki jo bomo slišali nocoj, Adi? Ja, mislim, da je glede na to, da bomo lahko povsem razbremenjeni kakršnekoli odgovornosti za besede in dejanja in za pesmi, je najbolje, da prepričamo poslušalce, jaz sem nor, jaz sem bogi stvar, jaz sem nor, jaz sem bogi stvar, jaz sem nor, jaz sem nor, jaz sem bogi stvar. Prišel sem na idejo genialno, zdaj jo pa izvajam maksimalno, morda se zdela vam bo destruktivna, a ideja zelo je perspektivna, sem pameten, težko živel, zato sem se odločil, da bom znorel, pamet mi je vedno le škodvala, la, ne hvala, vedno sem na mestu ljudi garal, ti si pameten, so rekli, ti boš znal, zdaj pa, ko pojavi se problem, se nasmehnem in povem, jaz sem nor. Lahko ti zapoješ zraven. Jaz sem bogi stvar, jaz sem nor. Jaz sem bogi stvar, jaz sem nor. Jaz sem nor, jaz sem bogi stvar. Ko znoriš, takoj se lažje diha, zdaj vsak človek se mi nasmiha, tudi ženske raje me imajo, gleda norčka pravijo in me crkljajo, zame ni problemov, ni ovir. Res odkar sem nor, jaz imam krompir, vsak dan neizmerno se zabavam, kogar hočem lahko, zdaj je človek sem, ker nič več ne nasrka, vsi vedo, da mene luna trka, če bi normalen bil, bi šel v zapor, zdaj pustijo me pri miru, ker sem nor, jaz sem nor. Jaz sem bogi stvar, jaz sem nor. Jaz sem bogi stvar, jaz sem nor. Jaz sem nor, jaz sem bogi stvar. Če kdo me ujezi, do njega švignem in nesramno na uho mu rignem, na to mu rečem, kupček sem podaril, ker sem feferonov vse nažaril, če me hoče kdo na gobec žgat, pa mu rečem, pazi, jaz sem psihopat, jaz sem mali psihopat, psihopat, in te stisnu bom za vrat, z mano se ne smeš igrat, ker jaz sem mali psihopat, jaz sem nor, jaz sem bogi stvar, jaz sem nor, jaz sem bogi stvar, jaz sem nor,
jaz sem nor, jaz sem ubogi, bogi stvor. Zdaj nič več se ne sekiram, se naderem in naprej maširam, se po svoji pameti odločam norost, toplo vam priporočam, če želi si kdo od vas znoret. Za začetek mora si zapeti, jaz sem nor, ker zapojte, prav pride v življenju. Jaz sem bogi stvor, jaz sem nor, se ti smejijo, malo se te pa tudi bojijo. Bogi stvor, jaz sem nor, jaz sem nor, jaz sem bogi stvor, jaz sem nor, jaz sem nor, jaz sem bogi stvor, jaz sem nor, kar tako rečno, jaz sem bogi stvor, jaz sem nor, jaz sem nor, jaz sem bogi stvor. Odlično, bravo. Adi Smolar je torej z nami v živo danes v totem adventnem live na totem radiju. Kako se reče tisti besedi, ko danes recimo, Adi, ko ste se vozili sem, pa je bila gužva, pa ni bilo parkinga? Ja, za živce šparat, ne? Tisto, ja, kako se... Da, to nič ne pomeni, samo če si rečeš kako tako besedo, jaz sam ljudem pravim, ne si vsak najde eno besedo, ki ga bo spravljalo v dobro voljo, tako protistresno delovanje imajo takšne besede, se pravi, na izbiro imaš, da se živciraš, ali pa da si rečeš da, se nasmehneš, pa sprejmeš tisto nevšečnost, za katero tako veš, da bo minila. Vse v življenju tako, da mine in pretirano ogorčenje zaradi nekih malenkosti, pa neko jeza, pa vzkipljivost, pa to je nesmiselno početje. Da. Ne? In tudi mi bomo zdaj rekli, da. Vse delovalo, kot je treba, prav, če pa ne, pa da. Ja, pa nam bodo pa smo že rekli, da odpustili, ne, da. Smo norčki, pa nam je vse odproščeno, lahko delamo, kar čmo. Ja, s pravim hitom smo začeli, res da, s tem, ki ga vsi poznamo in v katerem se vsak od nas stari nasplošno so seveda, Adi, besedila takšna, v katerih se ljudje najdemo, pa me zanima, ko ste napisali vse te uspešnice, pa ko jih še vedno je najprej besedilo, pa potem glasba, ali nastaja eno ob drugem? Najprej je ideja. Ideja o čem bi. Recimo, jaz sem nor, je preprosto spoznanje. Če si pameten, moraš paziti, kaj rečeš. Če si pameten, so ljudje zelo napreži. Lahko rečeš, kaj je narobe in bodo vsi ogorčeni. Če pa veljaš za norčka, lahko rečeš, kar češ. In prednost je celo ta, da lahko govoriš resnico. Človeku lahko resnico poveš na ravno obraz, pa ne bo zameril, ker bo mislil, da si neumen, da si nor. In v tem je poanta te pesmi. Delaj se norega, zaradi tega, da boš lažje govoril resnico. In to jaz počnem že vrsto let. Dobro, ampak pišete pa pesmi tudi za druge? Ja, občasno, če imam čas. Kako je takrat dobite, ne vem, melodijo? Takrat pa dobim melodijo. Takrat mi pošljajo melodijo in jaz poslušam tisto melodijo toliko časa, da slišim neko zgodbo, recimo, ko je Marta Zore mi poslala. Ja? Jaz sem zaslišal, povej, zakaj povej, kaj sem storila, da me nočeš več kot prej. Ne, se pravi, krasna pesem. Sama melodija ima že vsebino in najboljše pesmi so tiste, ki so, bi rekel, povezane. In melodija in besedilo sta povezana v trdno skupno. Se pravi, še tako dobro besedilo na slabo melodijo ne bo prišlo do izraza in obratno. In v tem je spet prednost, če delaš oboje. Jaz kot kantavtor imam to možnost, da sam uglasbim svoje besedila in zaradi tega se potem izkaže, da so ljudem všeč in da preživijo, kot sem dejal, zob časa. Tako, še eno bi zdaj radi slišali, ki je preživela zob časa. Katera bo to? Pred 30 leti sem napisal pesem Bog ne daj, da bi crknil televizor. V želji, da bi ljudje prepoznali nevarnost, ki preti od pretiranega gledanja televizije. Po 30 letih je stanje še slabše. Ampak imamo pa pametne telefone. Pa telefoni. In bi dejal, dragi moji poslušalci, radio poslušate, ker v redu, pretirano ozretje v ekrane pa preprečuje, da bi se zazrli drugemu v oči, zato ugasnite. Pa imejte se radi, posvečate si pozornost, da ne bo tako kot v tej pesmi. Kadarkoli naša je družina dana, se razporedimo okoli TV ekrana. 15 je, vsi moče sedimo, gledamo program, nič ne govorimo, se nobenega ne ozira in zato ne pride do prepira. Vsi smo v svoje misli zatopljeni, prav lepo smo tujeni. Bog ne daj, da bi crknil televizor, Bog ne daj.
Bog ne daj, da bi crknil televizor, Bog ne daj. Bog ne daj, da bi crknil televizor, Bog ne daj. Bog ne daj, da bi crknil televizor, Bog ne daj. Starejše sestre nobeden ne pogleda, sreča njena sej je čisto bleda, trebuh njen se počasi veča, s poročenim šefom že dolgo je noseča, se v fotelj ta mlajša je skrila. Malo prej je travco pokadila, jo umamila, družba je zavedla, šprica šolo, totalno je zabredla. Bog ne daj, da bi crknil televizor, Bog ne daj. Bog ne daj, da bi crknil televizor, Bog ne daj. Bog ne daj, da bi crknil televizor, Bog ne daj. Bog ne daj, da bi crknil televizor, Bog ne daj. Fotra je sanacija zadela, rekli so, da bo ostal brez dela. Mat molči, ker noče biti tečna, a v zakonu že dolgo ni več srečna. Če bi se odkrito kdaj pogovorila, bi takoj bi se ločila. Jaz molčim, kaj bi se kiru, da na faksu totalno sem staliru. Bog ne daj, da bi crknil televizor, Bog ne daj. Bog ne daj, da bi crknil televizor, Bog ne daj. Bog ne daj, da bi crknil televizor, Bog ne daj. Bog ne daj, da bi crknil televizor, Bog ne daj. Kadarkoli naša je družina zbrana, se razporedimo okoli TV ekrana. 15 je, vsi molče sedimo, gledamo program, nič ne govorimo, se noben ga ne ozira in zato ne pride do prepira. Vsi smo v svoje misli zatopljeni, prav lepo smo odtujeni. Bog ne daj, da bi crknil televizor, Bog ne daj. Pa tudi da zapojete, Bog ne daj, da bi crknil televizor, Bog ne daj. Pa poslušalci tudi pojejo, Bog ne daj, da bi crknil televizor, Bog ne daj. Bog ne daj, da bi crknil televizor, Bog ne daj. Kaj za to, če čisto nič štima v televizorju, srečna ko družina. Kaj za to, če čisto nič štima v televizorju, srečna ko družina. Kaj za to, če čisto nič štima v televizorju, srečna ko družina. Kaj za to, če čisto nič štima v televizorju, srečna ko družina. In pa v pametnem telefonu. Bravo, Adi! Katerakoli taka pridobitev civilizacijska ima več plati. Ene so dobre, ene pa slabe in slabih se treba izogibati. Adi, pravzaprav, tako ko si ustvarimo vsi imamo sliko o vas, ne, si vas vedno predstavljamo s kitaro, točno tako kot ste zdaj pri nas na totem radiju, v totem studiu. Čeprav ste pravzaprav kitaro relativno pozno, če lahko temu tako rečem, začeli igrati. Z 19. Ja. Tudi to je zgrešena predstava. Mislim, jaz sem normalen človek. Jaz dostakrat prej grem na igranje, pomivam posodo, a ne? Pospravljam, pa grem pa kaj skuham, pa tek naprej. Kitara na odru je seveda nujno potrebna, v vsakdanjem življenju pa ne. Dobro. Jaz sem začel s harmoniko. 6 let sem bil star, ko sem dobil harmoniko in sem bil zelo dober harmonikaš. Igral sem v osnovni šoli, na vseh proslavah, igral sem v srednji šoli še tudi, igral sem še na maturantskem izletu, sem tudi harmoniko še igral. Kitaro sem pa, ko sem šel v Ljubljano, veselje sem imel že prej. Moja sestra je imela kitaro, ki je hodila na pedagoško gimnazijo, tako da 1 leto je bila kitara že pri hiši, samo mi ni pustila kaj dost, da bi jaz po svoje nekaj oglaševal pa igral. Ja. Tako da sem moral počakati, da sem prišel v Ljubljano z 19 leti. Tam pa je bila kitara, cimera sem imel, ki mi jo je posodil in sem se začel z veliko strastjo sam učiti in sem sam uk in sem se dobro naučil, celo tako dobro sem se naučil, da sem bil prav počaščen, ko mi je en profesor glasbene šole dejal, da je prepričan, da imam srednjo glasbeno, pa nimam, nobene, ampak sem se naučil, ker sem pač talentiran in pa priden, je treba delati, tudi če hočeš inštrumente znati špilati, kakorkoli. Tako da to, čeprav sem jaz igral tudi še klarinet v 7. razredu, moj oče je bil kapelnik, je vodja godbena pihala, v enem obdobju je imel celo 3, potem pa igral sem tudi še mali boben v godbena pihala, tako da sem vsestranski, ampak kitara se je izkazala za najbolj primerno za to, kar rad počnem, se pravi
nisem zgolj muzikant, ampak sem tudi pesnik. Ne. In to je potem se izkazalo, da je to najboljša kombinacija. Počnem pa sem še druge stvari, seveda tudi rad, tako da ko bo čas za to, da zmanjšam nastope, pa to mi ne bo dolg čas. Še tudi pisateljujem precej, ne? Ja. Za otroke sem izdal 11 knjig, še 200 v pripravi, ideje še veliko, tako Bravo. Da bom še napolno ustvarjal in kakorkoli ne boste se me zlepa znebili. Ne? In niti nočemo, z veseljem, Adi, smo z vami, 44 let je treba delati. Ja, to ne pride samo po sebi. Ja. In tudi tisti, ki so neučakani na kakršnem koli področju, ne bo se izkazalo za dobro lastnost. Če nekaj rad počneš, počni, bodi vztrajen in brez prevelikih pričakovanj, takrat se pravzaprav najlažje nekaj doseže. Če prehitro obupaš, se zgodi, da nisi izbral prave poti. Ne? Tako da Pa dajmo, trajno je treba delati. Za vse tiste, ki delate 44 let, pa eni 25 delamo, pa eni recimo šele bodo za vzpodbudo. Pa na vseh področjih je treba delati, ne samo tisto fizično delo, ampak predvsem na vzgoji srca in duha, delati na tem, da si pameten in dobrega srca. To je zelo pomembno delo. In ta pesem spodbuja k vsem opravkom. Zelo pozitivno deluje, tako da naj bo ena popotnica za konec leta in potem za naslednje leto tudi še. Je treba delati, če hočeš kaj postati, je treba delati, če hočeš karkoli znati, je treba delati. Na svetu je pač tako, je treba delati, z lufta palo nič ne bo, je treba delati. Ja, delati, kolikor se le da. Je treba delati, če hočeš nekam priti, je treba delati. Če hočeš pameten biti, je treba delati, po svojih najboljših močeh je treba delati, brez delje zapeljete v greh, je treba delati, ja delati, kolikor se le da. Ko pogledam v vesolje, se zdi mi, da mir stoji. Če pa pogledaš malo bolje, se kar širi in rotira, oscilira in vibrira. Čisto nič pri miru ni, je treba delati. Se vsak atom vrti, je treba delati. Se vsaka celica deli, je treba delati. Vsakdo si zapomni naj, je treba delati. Delo krepi telo in značaj, je treba delati. Ja delati, kolikor se le da. Je treba delati, ne pa zijala past, je treba delati pošteno, ne pa krast, je treba delati. Ne se dela bat, je treba delati počasi, včasih pa garat, je treba delati. Ja delati, kolikor se le da. Ko pogledam žitno polje, dokaj mirno se mi zdi. Če pa pogledaš malo bolje, žito rase, polni klase, korenine v zemljo rine. Čisto nič pri miru ni, je treba delati, ne pa okol ga srat, je treba delati, ne pa mamila jemat, je treba delati. Pa lepše boš živel, je treba delati, pa življenje rad boš imel, je treba delati. Ja delati, kolikor se le da. Včasih se mi zdi najbolje, da bi kar ležal in pa spal. Ko pa pomislim malo bolje, čas mineva, smrt odšteva. Živa leta so mi šteta in vsake mi je ure žal, je treba delati. To pomeni, da si živ, lepo je delati, pa gledati, kar si naredil, je treba delati. Da smiselno živiš, je treba delati, da za sabo kaj pustiš, je treba delati. Ja delati, kolikor se le da. Je treba delati, kolikor se le da. Pa še enkrat, da se bomo zapomnili za vse življenje, je treba delati, kolikor se le da. Bravo, Adi Smolarin, je treba delati, ja, za vse generacije tudi zelo primerna. Ja, ampak delati letom primerno, a ne, se pravi, ko si starejši bolj počas, ne veš, tako. To je tudi eno pesem. Zelo počas, ne, ja. Ampak je resnično, ne se ba dela, kakršno. Pravzaprav bi jaz tako dejal, napaka je takrat, ko je delo, ki ti upravljaš, ki ti je v breme.
Se pravi, potem nekaj si zgrešil v življenju, ker karkoli že delaš, lahko se lotiš dela tudi z eno pozitivno naravnanostjo. Tudi mogoče, če gre za delo, ki ti ni zelo všeč, če boš z slabimi mislimi se ga lotil, ne bo nič. Tudi v tistem delu, ki ti ni pogodo, najdi kaj lepega. Tudi v pomivanju posode, recimo. Se tudi da, če že drugo ne, pomivam posodo, pa mislim, poglej se ga, no, kakšen privilegij je. Vodo uporabljam za to, da pomivam posodo. Na tem svetu, kjer sta 2 milijardi žejnih, ne, tako da nimam pravice kaj negodovati, pa tek naprej tiho bodi hvaležen, da ti voda preteče. Ne samo to, topla voda celo preteče. Tako da ne imati teh stvari samo po sebi umevno, ampak prepoznati dragocenost v tem in potem si srečnejši. In potem si bolj hvaležen in potem si manj čemeren pa neuvoljen. Adi, vmes prej, ko ste prišli, smo se tudi pogovarjali, da ste bili danes v Ljubljani, da ste se tudi srečali z enim od letečih potepuhov. Z letečimi potepuhi ste tudi skupaj kar nastopali vmes, ne? Ja, snemal. Ja. Prvo ploščo, mislim, čisto prvo kaseto sem posnel s prijatelji v samozaložbi, to je bilo koncem 80-ih let. Potem sem izdal No ja pa kaj, ko sem podpisal založbo z Helidonom, v živo, 2 koncerta. In takrat sem podpisal večletno pogodbo za založbo Helidon, ki so mi potem dejali, da so sedaj pa pripravljeni tudi plačati še kakšne spremljevalce. In takrat sem jaz uporabil moje leteče potepuhe, ki ste jih že prej poznal, sodelovali pa nismo. Ampak za ploščo Neprilagojen smo šli že v omejeni zasedbi, se pravi, so bili že 3 člani z mano, pri Bog ne daj pa že kompletna. In potem so vse plošče, ki sem kasneje posnel, so pretežno bili leteče potepuhi, moji sodelavci, se pravi instrumentalisti. 15? Pa še kakšni drugi gostje. 15 albumov je bilo do zdaj? 16. 16? Ja. Pa kompilacij predvsej, in moram pohvaliti založbo Helidon, založbo Obzorja Maribor, Helidon, ob moji 40-letnici igranja so izdali vinilno ploščo. To sem bil pa prav vesel, da sem dočakal, ker jaz, ko sem začel snimati plošče, je že minil čas vinilk in sem začel kasete, pa CD. In sem bil malček tak, manjkala mi je kakšna taka plošča. Evo, za mojih 40 let igranja so mi omogočili izdajo vinilne plošče. Sem zelo hvaležen. Najlepša hvala, Helidon. Hvala lepa, res. In ste si rekli, ne, poglej, kako dolgo sem že na sceni, da so se vinilke nazaj vrnile. Spet. Da, vse to je tisto. Po drugi strani pa res ni vse tisto, kar je novo, vedno najboljše. Ne? Oziroma ni vse slabo, kar je bilo nekoč dobrega. Tako da sem velik pristaš tega, da se starih stvari ne znebimo kar tako zlahka, ampak da prepoznamo neko vrednost in jih znamo tudi primerno pohvaliti oziroma primerno uporabljati in čutiti neko spoštovanje do tega, kar je starega. Tudi v končni fazi do stare glasbe, ne? Ki je bila že ustvarjena, je veliko glasbe je tako kvalitetne, da se tudi mnoge generacije kasneje zaslužijo prepoznati. In tukaj vedno polagam upe na glasbene urednike, da niso nagnjeni zgolj k iskanju novosti, ampak da znajo tudi podučiti poslušalce o glasbi, ki je bila v preteklosti zelo kvalitetna in tudi s tem obogati njihovo poznavanje glasbe. Tako dobimo eno širino, ne? Eno lepo znanje s tem. Res je, tako. Pred oglasnim blokom si zdaj privoščimo še eno. Adi, kaj ste zbrali? Bolj dolgo ali bolj kratko? Vse eno. Za Adija imamo čas. Časa, viš, Sta na travniku ležala, ki v maju je cvetel. Ljubim te je šepetala, ko si jo je nežno vzel. In okrog so ptički peli, soncu, ki je grelo svet. Kot da bi bili veseli, ker nov zemljan je bil spočet. Ko otroka sta dobila, sta ljubila se še bolj, sta vzgajala ga in učila, da že malo je dovolj. Večkrat so pohajkovali, šli so tja do travnika, ko so ga občudovali, pa sinku vedno rekla sta: glej, ta naš svet tako je lep,
kot lepe sanje, življenje imej za prekrasno potovanje. Grde stvari naj ti te radosti ne vzamejo, ker srečni so le, ki srečo res dojamejo. Leta mirno so jim tekla in otrok je fant postal. Pazi nase, sta mu rekla, ko se je v svet podal. Lažnemu blišču ne nasedaj, ti se spomni travnika, pravih se vrednot zavedaj, pa sreča te bo spremljala, ker glej, ta naš svet tako je lep kot lepe sanje, življenje imej za prekrasno potovanje. Grde stvari naj ti te radosti ne vzamejo, ker srečni so le, ki srečo res dojamejo. Ko z imetjem kdo baha se, meni to se čudno zdi. Mislim si, kaj kažeš nase, saj minljiv si kakor vsi. Jaz na svet drugače gledam, pa kaj, če denarja malo imam, na bližnjem travniku posedam in govorim, kako lep dan. Glejte, ta naš svet, tako je lep kot lepe sanje, življenje imejte za prekrasno potovanje. Grde stvari naj vam te radosti ne vzamejo, ker srečni so le, ki srečo res dojamejo. Glejte, ta naš svet, tako je lep kot lepe sanje, življenje imejmo za prekrasno potovanje. Grde stvari naj nam te radosti ne vzamejo, ker srečni so le, ki srečo res dojamejo. Srečni so le, ki srečo res dojamejo. Perfektno in tako resnično. Adi Smolar danes z nami v totem adventnem live, za 3 minute pa smo nazaj. Dame in gospodje, dober večer in dobrodošli v večeru vrhunske akustične glasbe v živo iz Totega studia. To je Toti Live. Lep pozdrav, Anja in Andrej še vedno ostava z vami. Anja skrbi tudi, da lahko našega odličnega gosta Adija Smolarja vidite na naših družbenih omrežjih, ampak najlepše je, kot pravi Adi, sam brez ekranov zdaj, pa samo lepo poslušati. Adi zdaj gleda po studiu. Ja, kamere so povsod pri nas. Ja, kamere so povsod, tako da radio je dobil tudi sliko, ne? Adi, kaj hočemo? Ja, veste, da jaz, ko ste bil mlajši, se kakšno obregno ob mene, gled, kak si ustriži se, zredi se pa to, zdaj pa, odkar sem pa došče 60, pa vsak reče, dobro zgledaš. Evo, ja, pri nas se pa pri vseh pozna, ja. Pa še nismo čez 60. Bom na to temo tudi nekaj zapel. Dobro. Čas. Čeprav verjetno bo prej še kako vprašanje. Bo, brez skrbi. Malo sem se še hotel vrniti na to temo, ki smo recimo tudi prej v enem verzu slišali, ko z imetjem kdo baha se, ne? Ja, meni so se čudno zdi. Ja, ali znani ste potem, da pa res na denar pa ne date. Mislim, ne da. Če ga že imaš, ja, ga uporabljaj za to, da boš z njim lajšal življenje tudi drugim. Ne? V tem je smisel denarja, ni smisel v kopičenju, ni smisel v bahanju, v vsem tistih ne vem kakšnih potrošnih. Jaz pravim takole, stvar, kot sem dejal, srečni so tisti, ki srečo dojamejo. To je prav, sreča je odvisna od našega dojemanja stvari. Če si ti srečen človek, ne potrebuješ se osrečevati z nekimi strašnimi dragocenostmi, ne potrebuješ, ne vem kako se bahati v očeh drugih, izkazovati svojo neko več vrednost skozi materialno.
izkazuj svojim značajem, svojo dobroto, svojo prijaznostjo in potem se lahko denar zelo uporabno uporabi. Tako da nisem proti denarju, sem pa proti kupičenju, prekomernemu kupičenju denarja, ki bi ga lahko zlahka razdeljevali med tiste, ki so pa res v stiski. Ne. In po tej plati lahko rečem, da imam mirno vest, ker je veliko dobrodelno nastopam, kjer se le da pomagam, ampak to ne z željo, da bi samega sebe promoviral, Bog ne deja, ne, ampak zato, ker čutim, da je to prav, da se to spodobi. Ne? In v tem mislim, da se prepozna dobrega človeka, ki brez razmisleka pomaga, brez računice, brez pričakovanja pohvale, ampak to naredi zato, ker se to pač, kot sem dejal, spodobi. Katera vaša uspešnica nam zdaj v našo nocojšnjo zgodbo logično paše kot naslednja? Ja. Jaz mislim, da se na vides obregnem, zdaj sem pa pri dobrodelnosti. Pa bomo za eno drugo. La 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 la. Kupil sem si rolico papirja. Skozi mesto šel sem z njo, z rolico papirja. Jo odnesel bom domov, sem si tiho pravil, na straniščni jo pokrov si jo bom nastavil. Da mi bo prav prišla rolica papirja, da mi bo prav prišla rolica papirja. A mimo mene je gospa kužka pripeljala in za njim na cesti sta kupčka dva ostala. To ni dobro, sem dejal, za sprehajališče, hitro kupčka sem pobral, jo nesel na smetišče. Pa mi je prav prišla rolica papirja, pa mi je prav prišla rolica papirja. Sem naletel na klošarja, se z vincem je nalival, a Neroda štorasta po bradi ga je zlival. Dal sem lističa mu dva, da se je obrisal, pa še za čevlja švedrasta na prah si je pobrisal. Pa mi je prav prišla rolica papirja, pa mi je prav prišla rolica papirja. Laj, la, 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 laj, la, laj, la, la, laj, 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 la, 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 laj, la, laj, la, 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 laj, la, 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 laj, laj, la, laj, la, la, laj, laj, la, 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 laj, laj. V parku nekaj se otrok veselo je igralo, tekali so naokrog, je iz noskov jim curljalo. Nemudoma sem tja zavil do prvega fantička in papirčke razdelil za noske in za lička. Pa mi je prav prišla rolica papirja, pa mi je prav prišla rolica papirja. Je na klopci damica milo se jokala, ker ji druga deklica fanta je speljala. Dost papirčkov sem ji dal, pa ji bilo je laže, če si solze brišeš, prav se šminka ne razmaže. Pa mi je prav prišla rolica papirja, pa mi je prav prišla rolica papirja. In tako mi le še 5 je lističev ostalo, dovolj za tole pesmico, za sonet premalo. Kuli sem v roke vzel, na lističe zapisal, kaj ta dan sem doživel, na kratko sem orisal. Kako mi je prav prišla rolica papirja, kako mi je prav prišla rolica papirja. Laj, la, 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 laj, la, laj, la, la, laj, la, laj, laj. Laj, la, laj, la, la, laj, laj, la, 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 laj, laj.
a na koncu bi dodal še prošnjo za vse zbrane. Naj vam vsak dan bo tistih žal, ki nimajo nič hrane. Med njimi mnogo je otrok, prosim vas, da date kaj denarja vsaj za en obrok, za te ritke zlate. Da sploh jim bo kdaj prav prišla rolica papirja. Da sploh jim bo kdaj prav prišla rolica papirja. Bravo. Odlično. Hvala lepa, Adi, tudi za to. Ja, malo smo šli zdaj na drugo pot, pri Gvidezu se vrneva, tako je pa res... Vse za vsako področje življenja. Sej vem, karkoli rečem, ne, karkoli bom rekel, ima Adi že pesem pripravljeno na to temo. Življenje je zelo zanimivo. Vedno me preseneča kakšen tekstopisec, ki reče, da nima idej. Kako nimaš idej? Življenje je tako raznorazno, tako raznovrstno, od paleta odnosov in vsega tega, ki nas obdaja, nudi neizmerno število idej. Tudi v isti stvari se lahko napiše različne pesmi, tako da vedno znova pravim, imeti odprte oči in odprto srce in ne bo zmanjkalo idej za to, da kaj napišeš. Ja. Z pesem, s katero lahko ali potolažiš, ali spodbujaš, ali razveseljuješ, ali malo opomniš, kakorkoli, napolniš človeka lahko z eno pozitivno energijo in temu so pravzaprav pesmi namenjene, predvsem kantavtorske pesmi, tako. Ne bi takšne bile, ne? Jaz tako dojemam kantavtorstvo. Biti en opazovalec, ne, komentator, mogoče dodati malo humorja še temu in potem je to lepa celo. Ja, samega sebe malček nič dal. To so že tako veseli, ko se iz sebe pohezam. Ampak to vse z namenom, da bi prepoznali, kako pogosto se zgodi, da zgubljamo dragoceni čas življenja za stvari, ki so povsem nepomembne. Prepustimo se prepričati trendom in raznoraznim modam in raznoraznim temle, bi dejal, oglasom, ki nas prepričujejo, kaj nas bo osrečilo, in na to temo zelo rad zapojem pesem Glavno, da je glava cela. Zaradi tega, ker ljudje iščejo srečo recimo v lepem videzu. Jaz pravim, vsak od nas je enkraten, dragocen, neponovljiv, samega sebe moraš imeti rad. Se pravi, prvi pogoj za srečo je, da imaš samega sebe rad, da ne nasedaš tistim, ki kriterije ustvarjajo. Kriteriji se nenehno spreminjajo. Včasih je bilo lepo to, drugič je lepo drugo, ti moraš samega sebe imeti rad in biti razbremenjen, kaj si drugi mislijo. Se pravi, prvi pogoj za srečo zjutraj, ko se pogledaš v špego, si rečeš pozdravljen lepotec, pozdravljen lepotica, lep dan ti želim. In isko življenje. Potem samo denar, kot sem prej dejal, če ga imaš, razdajaj ga, usrečuj z njim, naredi kaj lepega. Slava veljava, kakorkoli nekdo hlepi po njej, ima pa tudi kratek rok trajanja, se pravi, glavno, da je glava cela, glavno, da srce še dela, ker ko enkrat zboliš, ne lepota, ne denar, ne slava, nič ne pomenijo. Tako ne delamo na tem, da se imamo radi, da uživamo življenje in da cenimo majhne stvari. Se včasih gledam v ogledalo, je za videt bore malo, ena čupa, velik nos in kup kosti. A drugi lepi in postavni, operirani ali pa naravni, so krasni, prava paša za oči. Pa rečem, klinc pa lepota, glavno, da je glava cela, glavno, da srce še dela, klinc pa lepota, glavno, da je glava cela. Laj, la, la, laj, laj, la, la, laj, laj, la, la, laj, la, la, laj, la, la, laj, la, 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 laj, la, la, laj, laj, la, la, laj, laj, la, la, laj, la, 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 laj. Gledam tiste, ta bogate, imajo denarja ko solate in v dušo se priplazi mi nemir. Saj zame sanske so reklame, razen tiste za salame, za konzerve in za skret papir. Pa rečem, klic zgleda denarje, glavno, da je glava cela, glavno, da srce še dela, klic zgleda denarje, glavno, da je glava cela. Laj, la, la, laj, 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 la, 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 laj, la, la, laj, 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 la, laj, laj, la, la, laj, la, 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 laj.
gledam slavne in uspešne in odrivam misli grešne, kak fajn bi bilo, če bi me v svet poznal. Če slaven si, imaš kupe denarja, kar slišim, glejte ga smolarja, odkar je slaven, tudi mal lepši je postal. Pa rečem, klinc zgleda slavo, glavno da je glava cela, glavno da srce še dela, klinc zgleda slavo, glavno da je glava cela. Laj, la, la, laj, 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 la, laj, laj, la, la, laj, la, la, laj, la, la, laj, la, 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 laj, la, la, laj, laj, la, la, laj, laj, la, la, laj, la, 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 laj. Človek sanjari, pa ga mine, škoda časa za skomine, vsak naj ceni to, kar že ima. Hudo je, pravzaprav najhuje, kar meni je na srečo tuje, bit brez pameti in brez srca. Aplavz. Ja, bravo! Odlično. Adi Smolar, zdaj vemo, da je res glavno, da je glava cela, ne? Vse ostalo bo... Pa lepi odnosi, kaj ti hasnem biti neki službi dobro plačani, če si obdan z ljudmi, ki te ne marajo, ki si nagajajo, pa to ne. Vedno je najbolj pomembno imeti eno zdravo okolje, ne? Tisto zdravo okolje pa si sam ustvarjaš, tudi s svojim obnašanjem, ne? Če sam si čemern pa nevoljen, kot bom dejal, v veliki meri je od nas samih odvisno naše razpoloženje, kot si pa ljudje priznavajo. Preradi krivijo druge za to, da so sami čemerni, pa tako, ampak navkljub temu se da prepoznati neko pozitivo, če si sproščen, če si prijazen, kot sem dejal, če prepoznaš te majhne radosti, potem tudi sami žarevaš neko pozitivno energijo in tudi ljudi potem nekako lahko spraviš do boljšega obnašanja, do boljših odnosov. Vsak pri sebi ne začne. Tako, in kot ste že prej uvodoma dejali, tudi na svojih koncertih imate vedno radi to komunikacijo z ljudmi in nemalokrat se zgodi, da ste vi predvsem že na odru v dvorani in jih čakate, ker nimate radi, ne, da občinstvo čaka na vas. Jaz čakam, da pride, da naredimo tonsko vajo, ne, zaradi tega, ker hočejo sami delati tonsko vajo. Kaj češ delati tonsko vajo, če ljudje niso tisti, ki povedo, a se v redu sliši ali ne. Ja. Jaz počakam, da ljudje pridejo, že se z njimi pogovarjam in igram, ker gre za druženje. Ne. Jaz ne nastopam, vse tu zdaj. Jaz imam občutka, zdaj jaz nastopam. Jaz se zdaj z vama družim, pa s temi, ki poslušajo. Pa mislim, da se to tudi razbere iz našega načina pogovarjanja. Absolutno. Kaj bi se zdaj neki sprenevedali? Vsi smo tukaj zato, da si delamo dobro, ne? Da si lepšamo življenje, da ustvarjamo lepe spomine, vsak po svoje, vsak po svojih močeh. Meni to uspeva z glasbo, z besedili, vi to posredujete preko radijskih valov, evo, mislim, velika odgovornost, hkrati je tudi velika čast in veliko veselje imamo ob tem, kaj ne? Absolutno, mi smo zelo veseli in se imamo res pristno fajn. Ja. Pa tudi vsi drugi poklici, vsi imajo možnost, vsak je potreben, vsak neki lahko doprinese k temu, da se ljudje bolje počutijo. Tako da jaz res veliko pozornost dajem tem nasvetom, imejte radi sebe in potem hkrati prepoznajte resnične vrednote življenja. Ne. Tiste so pa skrite v majhnih prijaznostih, v majhnih rolicah papirja, recimo, ne, kot prispodoba, v nasmešku, v tem, da se pohecaš iz sebe, da ne vzameš vse za zlo in predvsem najpomembnejša stvar je pa to, da ne odrivaš misli na minljivost. Misel na minljivost mnoge plaši in jo odrivajo in vse mogoče počno zato, da se ne bi bilo treba soočiti s tem, ampak jo moraš nujno imeti v sebi, to misel, zato da te spodbuja, da te ozavešča, da je življenje minljivo in da ga dej napolni ga s prelepimi spomini, dokler je še možnost. Krasno, in tudi vaše pesmi so taki spomini, s katerimi si polnimo življenje. Ne? Katera bo zdaj recimo naslednja? Ja, koliko jih še bom zapel? Imamo še zdaj, dve. Dve optimistični. Ne? Dve optimistični. Prej pa je umedla taga daga da. Ne? Se pravi beseda taga daga da je tista, ki mene spravlja dobro voljo, pa ne tudi vas. Nisem farizej, ne fantast, ne fanatik. Odkrito bom priznal, jaz sem le flegmatik, slovo sem dal telesnim in duševnim bojem, ne se zgodi karkoli, jaz mirno si zapojem. Tagadagada, 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 tagadagada,
tagadagada, tagadagada, tagadagada, tagadagada. Ena mi je ženska srce ranila, sem ljubil jo zelo, a me je zapustila. Vendar jaz nisem človek, ki za to bi stokal, jaz pojem tagada, namesto da bi jokal. Tagadagada, 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 tagadagada. Večkrat bil sem lačen, ko sem še študiral, štipendijo sem svojo lahko lehiral. A jaz nisem človek, ki zaradi lakote tuli, jaz pojem tagada, ko mi v želodcu kruli. Tagadagada, 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 tagadagada. Gledam poročila same svinjarije, ko prebiram časopise, zona me oblije. A jaz nisem človek, ki se živcira, jaz pojem tagada, ko se svet podira. Tagadagada, 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 tagadagada. Nas starejo problemi, res ni jih malo. Pride dan, ko misliš, da te bo kar pobralo. Stokaš in vzdihuješ, nikdar ne bo bolje. Zapoj si tagada, pa boš boljše volje. Tagadagada, 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 tagada. Odlično, Adi Smolar, torej z nami danes. Rekli smo, da bomo šli zdaj do konca s takšno kako pozitivno, ne? Kakšne so, moram to vprašati, ker je december, kakšne so pozitivne želje za 2026, Adi? Ja, jaz vsako leto si želim, da bi naslednje Silvestro bil še živ, pa zdrav, a ne zdaj. Veste kako, želje, sreča je odvisna od želja. Nije nič, če si lakomen, hitro pride, če si skromen. Vsak trenutek v sebi sreče ima, poišči, najdejo, dokler se da. Torej, pamet v glavo prepoznati, je treba srečo tam, kjer je, in potem imaš zelo lepo življenje. Če si nenehno nevoljen, zavisten, če nenehno škodoželjno mora biti, gledaš na druge, ki imajo po tvojem mnenju večjo srečo kot ti, potem si življenje greniš. Torej, misel je moja taje, imejte radi sebe, imejte radi svoje ljudi in prepoznavajte lepoto življenja, stvari, ki so vam povsem blizu, pa jih dostkrat ne prepoznate. Odlično. Adi, hvala lepa, da ste si vzeli danes čas, kljub gneči na cesti pa na parkingih. Ja, parkir plača, Marija, to je težko vas da. In jaz se res veselim, da se še kdaj srečamo v tem studiu in da nam polepšate še kakšno uro, še kak večer. Tak je tok časa, me kar dajte povabiti. Dobro. Že zaradi tega, da bomo potolažili poslušalce, ki more biti mislijo, Smolar samo zgleda, vprašanje, kako dolgo še bo. Kar vredno se drži. Nekaj let, če bomo. Ampak, takole bom dejal. Tagadagada je bolj divja. Še eno podobno bomo zapeli za mojo generacijo, za malo starejše. Ko sem bil mlad, sem bil trapast, zdaj, ko sem star, sem še bolj. To je tudi pa ena pomembna modrost. Ko priješ v leta, to ne pomeni, da postaneš vedno bolj čemeren, vedno bolj nekako nevoljn zaradi tega, kakšni so mladi, kako živijo, ker te spremembe navdajajo za eno tesnobo. Ampak dajmo se proščeno nasmehniti, prepoznati, kot sem dejal, tudi smešne plati, tegob. Tudi vsaka tegoba ima kakšno smešno plat, da se prav smejiš. Bom primer povedal, ko sem imel težave z glasilkami, sem bil v čakalnici, kjer smo imeli vsi težave z glasovi. Smo sedeli tam skupaj in šepetali, vsak je imel svoje razloge in jaz sem tam predlagal, da ustanovimo pevski zbor Veseli šepetači. In smo se vsi smejali, čeprav smo bili v težavah, ker smo imeli težave z glasilkami, ampak se pravi, tudi na takšno stvar se da humorno pogledaš in je potem mi zdravnica povedala, da so še dolgo se na ta račun ti pacijenti smejali, da smo se z nasmeškom tudi
soočali s tegobami. Tudi ko bolezen pride, prepoznati nekaj v tem, ne jamrati, ne se smiliti sam v sebi, ampak reči tako, da ga da, ali pa, kot sem dejal, že prej, refren, ki zelo, zelo protistresno deluje. La, 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 la. La 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 la. Ko sem bil mlad, sem bil trapast. Zdaj, ko sem star, sem še bolj. Namesto da mirno bi živel, s kitaro podim se naokol. Ko pozna ura odbije in ta pridni odpravijo se spat, me najdete sredo štarije, ko ravno začenjam igrat in pojem la 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 la. S pesmijo noč hitro mine, saj igram, kot da bil bi naš trom. Zjutraj pa, če me kaj prime, še pijančkom grem pet na štacion. Tega ne delam zaradi denarja, to delam zaradi srca, ki v ritmu mi glasbe udarja. Udarja mi bum, 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 ča, ča, ča. Ja, la, 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 la. La 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 la. Ko se nekoč bom utrudil in križ me ne bo več držal, se kar na odru bom zgrudil, pa še bolj divje igral. Me bodo v špital odpeljali, to za bolnico dan bo vesel. Zdravniki s sestrami bodo plesali, primarij pa z mano bo pel. Zdaj pa tudi vi zapojete. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. To pa ne bo še tako kmalu, sem bolj zdrav, kot pa kaže moj stas. In žilav, pa kaj bi se hvalil, jaz odšel bom od vas zelo počas. Ko me v grob bodo djali, naredile kelnarce bodo špalir, na ploščo pa bodo vklesali, rad je kalil nočni mir. Zdaj pa na glas tudi dva. La 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 la. Pa še enkrat za konec. La 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 la. Adi Smolar, gospe in gospodje, Adi, iskrena hvala še enkrat in naj gre zelo počas, dobro? Ja, počas pa sigurno, pa kot bi dejal, še dokaj bo zdravje, bo tudi še pesem. Kakšna? Absolutno, bo kaj novega tudi še v 2026? Veliko idej imam, ampak preveč nastopam, tako da bom drugo leto izpolnil pogoje za penzijo in bom šel v penzijo, vendar bom še nastopal malo manj, a ne? Dobro. Ostali čas bom pa raje porabil za to, da dokončam vse tiste pesmi, ki še čakajo, da jih veliko idej, kot sem že dejal, niso pojenjale in se še obeta marsikaj. To nas veseli in mi se veselimo naslednjega leta, ker ko bo spet kaj novega. In prosim, da pridete. Obvezno, Adi, obvezno. Hvala za ta nepozaben večer, Toti Live, Toti Adventni Live z Adijem Smolarjem. Ja bi izkoristil priložnost, da bi vsem vošel veliko zdravja, radi se imejte, srečno novo leto, ki je tih pred vrati in pa še nekaj bi dejal, ne bodo datumi tisti, ki vam zapovedujejo, da bodite radodarni pa prijazni. Vseeno, kateri dan je, lahko storite kaj lepega. Lepa misel za konec. Adi, hvala in srečno. Srečno.